Mlake so stoječa vodna telesa, kjer je v vseh letnih časih vsaj na nekaterih predelih voda stalna. Glavna ekosistemska storitev mlak je uravnavanje razmer v okolju. Imajo pomembno vlogo pri čiščenju vode in uravnavanju mikroklime, prispevajo pa tudi k zmanjšanju prehitrega izsuševanja tal na okoliških kmetijskih zemljiščih. Mlake so skupaj z obrežno vegetacijo pomemben življenjski prostor mnogih živali, od ptic, sesalcev, žuželk, plazilcev in dvoživk. V večjih mlakah lahko najdemo tudi močvirsko sklednico, edino avtohtono želvo v Sloveniji. Drugi živali v obrežni vegetaciji najdejo skrivališče, stalno prisotna voda pa jim omogoča pitje in kopanje. Predvsem na Primorskem, pa tudi drugod, kjer ni veliko površinske vode, so mlake oziroma kali predstavljali pomembno mesto za napajanje živine, zato imajo kulturen in zgodovinski pomen. Iz istega razloga so bili zelo pomembni tudi na planinah. Različne vrste dvoživk za razmnoževanje nujno potrebujejo vodna telesa. Med repatimi dvoživkami so to vsi pupki, veliki, panonski, navadni in planinski, med brezrepimi pa rjave žabe, kot sta sekulja in rosnica, zelene žabe, navadna in zelena krastača, zelena rega ter hribski in nižinski urh. Večina vrst dvoživk spomladi ali poleti v stoječa ali počasi tekoča vodna telesa odlaga jajčeca, iz katerih se razvijajo paglavci oziroma ličinke, ki dihajo s škrgami in živijo v vodi. Zanje so zato vode ključnega pomena. Kasneje se preobrazijo odrasle dvoživke, ki dihajo s pljuči in kožo in se večinoma zadržujejo na kopnem z izjemo nekaterih vrst. Odrasle dvoživke tako najdemo predvsem v mokrotnih habitatih, kot so vlažni travniki in gozdovi, kjer se hranijo predvsem z nevretenčarji. Specifične ekološke potrebe pa so od vrste do vrste nekoliko različne. Hribski urhi, na primer, potrebujejo nekoliko plitvejše in manjše mlake, v velikosti tudi zgolj 25 kvadratnih metrov. Veliki pupek pa po drugi strani naseljuje večje mlake v velikosti od 100 do 500 kvadratnih metrov, ki so tudi nekoliko globlje. Za varstvo dvoživk je zato optimalno, da v krajini ohranjamo mrežo različno velikih mlak in drugih vodnih teles, ki so med seboj oddaljene do 500 metrov, saj so te živali običajno slabo mobilne. Močvirske sklednice večino svojega življenja preživijo v vodi, z izjemo odlaganja gnezda, ki ga izkopljejo na kopnem, pogosto na njivah ali travnikih v bližini. Poleg izgube habitata zaradi izsuševanja vodnih teles jo ogrožajo tudi tujerodne invazivne vrste želv, ki jih neozaveščeni ljudje spuščajo v naravo. Problem tujerodnih invazivnih vrst je, da naši ekosistemi nanje niso prilagojeni. Predstavljajo veliko konkurenco našim avtohtonim oziroma domorodnim vrstam. Tujerodne vrste želv, na primer, močvirsko sklednico izpodrivajo na primernih mestih za sončenje, jih aktivno preganjajo in jim konkurirajo pri lovu hrane. Podobna zgodba se zgodi, ko v mlako vložimo ribe. Ne glede na to, ali gre za domorodne ali tujerodne vrste, ribe v mlake ne sodijo. Lahko rečemo, da so lokalno tujerodne. Ribe namreč vodo organsko obremenijo, preobjedo vegetacijo in prelovijo plen, kot so nevretenčarji. Posebej problematično pa je, da plenijo tudi ličinke dvoživk, zato z izjemo kakšne krastače v mlaki z ribami dvoživk praviloma ne bomo našli. Ohranjanje in obnova mlak na kmetijah je za varstvo narave izrednega pomena. Analiza, ki so jo leta 2024 opravili na Centru za kartografijo favne in flore, kaže, da je izmed več kot 15.000 najdišč dvoživk in plazilcev v Sloveniji kar 35% vodnih najdišč dvoživk in 28% najdišč plazilcev na površinah, ki so v kmetijski rabi. Ugotovili so tudi, da je v Sloveniji danes med najpomembnejšimi razlogi za izginjanje mlak opuščanje rabe. V raziskavi iz leta 2022 so na primer ugotovili, da se je v vzhodnem delu Triglavskega narodnega parka po letu 2005 izsušilo ali zaraslo kar 30% vseh popisanih mlak. Predvsem v nižinskih območjih pa vodna telesa ogroža tudi neustrezna raba okoliških kmetijskih zemljišč, zaradi česar se v mlake prekomerno spirajo hranila in ostanki fitofarmacevtskih sredstev. Problem pa so tudi prekomerni odvzemi vode za namakanje, neurejena komunala in pozidava. Že obstoječe mlake moramo zato primerno vzdrževati. Če se mlaka zaradi vegetacije poleti izsuši, je potrebna obnova. To pomeni odstranjevanje mulja in vegetacije. Odvisno od lokacije je to približno na vsake 2 do 5 let,
Ko opazimo, da se v mlaki nabira mulj in drug rastlinski material do te mere, da se mlaka tekom sezone izsuši. Pomembno je, da v mlaki ohranimo plitvine in položne robove, ki so dobro osončeni, saj raziskave kažejo, da dvoživke raje izbirajo osončena vodna telesa. Predvsem iz južne in vzhodne strani, zato odstranimo drevesa in grme. Preprečiti je treba tudi prekomeren vnos hranil. Priporočljivo je, da se mlaka nahaja vsaj 10 do 20 metrov stran od njiv ali intenzivno rabljenih travnikov. Če se mlaka nahaja na pašniku, pa jo lahko ogradimo, da preprečimo dostop živini. V tem primeru vodo za napajanje izpeljemo v bližnje korito. Lahko pa na pašniku izkopljemo več mlak, med katerimi se bo potem živina bolj razporedila. Vzpostavljanja in obnov mlak se lotimo s skrbnim načrtovanjem. Zelo priporočljivo se je ob tem tudi posvetovati s strokovnjaki za varstvo dvoživk. Najbolje jo je umestiti tja, kjer je nekoč že bila, ali pa na mesto, na katerem občasno že zastaja voda. Optimalno je, če lahko dno zatesnimo z ilovico, uporabiti pa je možno tudi posebno folijo, s katero zagotovimo nepropustnost dna. Od ceste naj bo mlaka oddaljena vsaj 250 metrov in pazimo, da je ne umestimo tako, da se nahaja med prometno cesto in gozdom, saj bomo tako ustvarili tako imenovano črno točko povoza dvoživk med spomladansko selitvijo. Po pridobitvi ustreznih dovoljenj se lahko izkopa nove mlake lotimo kadarkoli v letu. Čas obnove stare mlake pa določimo po posvetu s strokovnjaki. Običajno poteka v poznem jesenskem in zgodnjem zimskem času, torej med oktobrom in januarjem, ko so živali manj aktivne, a je točen čas nekoliko odvisen od tam prisotnih vrst.